Dobrodošel v JDD. Dobrodošel v JDD. Dobrodošli v JDD. Dobrodošel v JDD. Ful si dobrodošel v JDD. Dobrodošli v Igličnem dijaškem domu. Dobrodošli v JDD. Jegličev dijaški dom je zabaven. To je najlepše v tem domu, da ima človek na enem mestu, v eni stavbi, čeprav ima 2 km hodnikov in 4000 oken, ne vem te statistike natančno, ampak da je v bistvu vse na enem kupu. Velik, hrupen, Molitve. Muzikaličen, družaben, zabaven. Spodbujanje, prijatelji, veselje, smeh. Prostor za zorenje, za rast, za druženje s prijatelji. Zato, da imaš vedno nekoga tukaj, ki je pripravljen s tabo na kavo, v kino, nekoga, ki se je pripravljen s tabo usest, dol se učiti, te inštruirati, se s tabo pogovoriti o težavah, o problemih. Zmer se kaj dogaja. včasih zelo tih, ko se vsi učijo. Trenutno moj drugi dom. Jegličev dijaški dom je tako moja druga družina. Moja skupnost. JDD je kraj, kjer srečaš veliko novih in dobrih ljudi. Začasno prebivališče. Zabave, plesi. Zanimiv. Je sicer včasih malo težko v JDD-ju, ampak se moraš znati prilagajati. Prijatelj na dosegu roke. Prijatelji. Prijatelji. V domu so najboljši prijatelji. 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 Druženje s prijatelji. V domu imamo zelo veliko različnih dejavnosti. Gremo v telovadnico, v fitness ali pa igrati v odbojko. Mi je ful všeč plezanje, pa tudi je ful fajn fitness. Ja, najraje igram nogomet, je super ekipa tudi v JDD-ju, telovadnica čez blizu, tako da nogomet je zakon. No, včasno bi navfat, tako za redke cajte, pa jadram rada, morske športe glavnem. Ne maram pa igra šogo. Zdaj grem zelo rad teč, zelo rad se udeležim tudi rekreacije večerne in sicer s tem, da preživim v fitnessu, no večinoma v fitnessu ta čas, da nekaj naredim zase ob vsem tem delu, ki imamo res veliko dela, ampak si vzamem čas tudi za sprostitev in zato, da se razmigam in da naredim nekaj zase. Hodim na 3 zbore in tudi v glasbeno šolo za jazz petje. Grem s kolesom v center ali pa pač v Šiško, na kaj center. Ja, igram harmoniko, pa kitaro, pa še kaj. V prostem času že od prvega letnika pojem v komornem zboru. Tenor 1, kar je precej visok glas. Harmoniko. Ja, igram klarinet. Ja, pač igram violino v šolskem orkestru. Tudi ministriram. Pa družimo se s prijatelji, pa kakšen film si pogledamo, ker imamo filmske večere tudi. VIS je vokalno-inštrumentalna skupina v JDD-ju in pa glavno poslanstvo te skupine je pa sodelovanje pri svetih mašah. Najboljša stvar v JDD-ju so te filmske večere, četrtek. Vzgojitelji so ful fajni, ker vsi vejo, kak ti je ime in to ti da tak en občutek, da si jim pomemben. Vzgojitelji so carji. Ja, vzgojitelji so ful v redu, mislim, da se lahko z vsakim zelo dobro razumeš. Vzgojitelji so super, včasih so malo pretirano v skrbeh za nas, ampak to je pač njihovo delo. So kar v redu. Ja, s Cimri se dobro razumemo, sicer en skozi skejta, pa drugi skozi glasbeni. Ne, sicer se zelo dobro razumemo. V apartmaju nas je 5, jaz sem prav v svoji sobi, imam še 2 Cimre in se razumemo zelo dobro. So sicer kakšni tehniki, tako vsega na kupu in pa se tudi v sobi pozna tista napetost, ampak drugače pa zelo fajn, ko se vse sprosti in ko si res vzameš čas drug za drugega in samo uživaš cele popoldneve. Meni osebno je hrana všeč, je pa res, kot nekateri pravijo, da se zelo ponavlja, kar je tudi razumljivo, se ne more biti v celem letu
vsak dan različna hrana. Ribe s tržaško omako. V bistvu hrana je v redu. Palačinke. Ja, o tem bi se pa dali razpravljati. Ne vem, meni je čisto v redu, no, nisem nekaj zbečna. Zelo mi je všeč, ker so se zdaj zmenili, da bodo ob zajtrkih tudi en del toplega obroka in je lepo, ko te zjutraj pričakajo tople hrenovke, grejs ali pa recimo jajca. To je res super stvar in se mi zdi, da se je kar tudi kuhinja najbolj spremenila, večkrat je suha salama za zajtrk in več menijev imamo skozi, tako da moram reči, da sem v zadnje čase precej zadovoljen. Najboljša stvar v domu je hrana. Palačinke. Učiti se kar treba, mislim, odvisno je od tega, koliko si zapomniš, pa kakšne učne navade imaš, pa kakšno podlago imaš iz osnovne šole, ampak se mi zdi, da se mora kar vsak učenec učiti. Kako bi se več učila? Učim se, dokler se mi ne zdi, da dosti znam. Ne vem, če bi se jaz... Ne učim se veliko. Res se ne učim veliko. Ja, sej je veliko za delati, ampak če si pridan, če se trudiš, če vidiš en višji cilj vsem skupaj in če si zraven še malo pameten, ti uspe, včasih tudi ne, načeloma ti. Imamo jutranjo molitev, potem imamo pa še v skupinah vsak dan 15 minut. V bistvu to meni pomeni ful nekaj lepega, srečanje s svojimi misli, da si v bistvu sam za nekaj trenutkov. Da se mogoče na novo opomnim, kakšen je namen, da vse to delam in da dobim eno novo energijo. Molitev je za mene en tak trenutek, ko si sam z Bogom, pa ko se pogovarjaš z njemu, ko mu poveš vse svoje težave, pa ga prosiš za kaj. Mogoče včasih pogrešam, ne vem, tako da bi bila rada sama en trenutek. Pogrešam včasih tišino, samoto. Pravzaprav ni veliko stvari. Na začetku sem mogoče pogrešal malo starše, malo domači kraj, ampak se navadiš počasi. Mamico. Mamico pa tatija. Svoj hladilnik, da si vzameš hrano takrat, ko hočeš sam. Velikih verjetno pogreša svoje hišne ljubičke. Ja, pogrešam to samoto včasih. Pojemo dosti, seveda organiziramo veselico, pa pojemo, ne. Čik pogodi šta ima za večeru, buđav lebac, njam, 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 njam. Prepevam skozi, podtušam še največ. Ko zvonovi zapojo. Ne, jaz ne znam peti. Ne bi pel. Rajne. Darujem ti